Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni na prvem knjižničnem ciklu v tem študijskem letu. Kot že nekaj sezon se tudi letos pridružujemo praznovanju Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so letos posvečeni obujanju redkega in dragocenega znanja in poklicev. Prav takšno znanje je svilogojstvo, ki je nekoč uspevalo tudi v naših krajih, vmes zamrlo, danes pa se ga znova obuja in goji. Tako z veseljem pozdravljam naše goste, pa začnimo na moji levi, gospod Majo Hren-Brvar, gospoda Marka Balažiča in gospod doktorico Rebeko Lucijano Berčič. Lepo pozdravljeni. Mi smo se zmenili, da se bomo tikali, ker smo nekako po letih približno tu, razen Marko je dosti mlajši, no, ampak je tudi privolil, da malo razbijemo to formalnost in res upamo, da bomo en tak sproščen pogovor priredili. Zdaj za začetek pa dovolite, da goste predstavim. Rebeka Lucijana Berčič se je po študiju veterine in doktoratu znanosti zaposlila na veterinarskih fakultetah v različnih državah in preučevala bakterijske in virusne bolezni ter ustanovila tudi zasebni zavod za raziskave, ki se na principih estetike, trajnosti in vključevanja novega evropskega Bauhausa ter poudarjanja vrednosti ljudmi z jasnimi cilji industrije 5.0 ukvarja s ponovno vpeljavo svilogojstva in svilarstva v Slovenijo. Pri načrtovanju pogojev dela si predstavlja, da bodo v proizvodni verigi tudi njeni 4 otroci. Z možem znanstvenikom imata prav tako veliko domačo knjižnico. Marko Balažič je študent 3. letnika 1. stopnje umetnostne zgodovine in zgodovine na Filozofski fakulteti Maribor. S svilogojstvom se je začel ukvarjati leta 2020 in ima za seboj že nekaj uspešnih rej. Svoje znanje umetnostne zgodovine, predvsem na področjih uporabne umetnosti, zgodovine mode, izdelave liturgičnih oblačil in slikarstva ter zgodovine vedno povezuje s svojimi hobiji in dejavnostmi. Tako ga je že od samega začetka zanimal proces svilogojca in tudi svilarstvo. Je pilotni rejec in svilar. Bil je med prvimi rejci nove slovenske svile, ki je odvil svojo lastno svileno nit. S svojimi prispevki je sodeloval pri več dogodkih in publikacijah v okviru zaveščanja o svilogojstvu, svilarstvu in drugih umetniških zvrsteh, ki ga zanimajo. Natančneje se ukvarja z umetnostno-zgodovinskim vidikom svilogojstva in svilarstva. O tem je v razstavnem katalogu Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja, izdanem leta 2022, objavil krajši besedilni prispevek. Svojim znanjem pomaga pri raziskavi svilarskih in svilogojskih interesnih točk pod mentorstvom doktorice Andreje Urbanek-Krajnc na projektu Arakne. In še Maja Hren-Brvar je višja kustodinja edinstvene slovenske zbirke oblačilne kulture v Pokrajinskem muzeju Maribor. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka, ki svoje muzejsko delo dojema kot poslanstvo in izreden privilegij. Že 10. leto zapored v muzeju v mesecu maju organizira avtorski projekt Mesec mode v muzeju, kjer z muzejskimi predmeti v obliki občasne razstave kot srčike projekta na vsakoletno izbrano tematiko tke vezi in vzpostavlja sodelovanje s sodobnimi modnimi oblikovalci, z ustvarjalci, dijaki, študenti, z organizacijami in društvi v različnih oblikah sodelovanja. Po njenem prepričanju se iz ljubezni do muzejskega dela in gradiva z lahkoto rojevajo nove ideje in projekti. Rada jih prepleta sodobnostjo in vključuje mlade, saj verjame, da lahko svežim, zanimivim in drugačnim pristopom vzgojimo nov rod muzejskih navdušencev in navdušencev kulture. Lepo pozdravljeni še enkrat. Pa začnimo pri Marku. Murva je drevo z močno simboliko. Kje vse se je skozi zgodovino pojavljala, bodi si kot mitološki, umetnostni ali literarni motiv? Torej, murva kot drevo, samo po sebi je zelo zanimivo drevo, ampak tudi v mnogih vidikih je navduševala bodi si literate, umetnike. Recimo najzgodnejši zapisi ali pa omembe murve segajo predvsem na Kitajskem,
ker so tam pravzaprav začeli z svilogojstvom. In tam je tudi s tem povezana legenda, torej kako je nastalo svilogojstvo oziroma kako je nastala svilena nit. Murva je v glavnem drevo, ki se uporablja, predvsem bela murva, za hrano sviloprejkam, torej kot edini vir hrane. Razen bele murve poznamo tudi različne druge vrste murv, ampak bela je tista, ki je najbolj uporabna. In zaradi tega so potem začeli tudi to drevo gojiti na veliko bolj osebnem nivoju, kot samo za pač industrijsko rastlino. Recimo v grški mitologiji je že legenda o Priamu in Tisbi, kjer je murva omenjena kot drevo, ki združuje dva zaljubljenca, ki končata nesrečno, in potem tudi tako pojasnjujejo, kako je nastala rdeča murva. Potem recimo o Džingis Khanu je neka teorija, da naj bi dal iz murvove skorje izdelati kovance, ki bi bila kot nekakšna valuta. Potem murva pri Rimljanih in starih Grkih je veljala kot neko drevo modrosti, predstavlja tudi boga Pana, torej boga gozdov in pa pastoralne glasbe. In pravzaprav se je razširjala po tej kulturi in pa etnografskem vidiku narodov. Drugače pa tudi na Slovenskem je murva že od nekdaj imela močno konotacijo, predvsem v družinskem krogu. Nekdaj so bile vse domačije, oziroma vse večina domačij je imela svojo murvo, ki je predstavljala nekako drevo, v katerem se je zbirala cela družina. In potem je tudi tekom svilogojstva, ki se je razvijala na naših tleh, potem postala pomemben dejavnik. Ampak te murve so potem na Slovenskem dokaj hitro z industrijsko revolucijo in potem z obema vojnama izgubile na svoje pomembnosti in tudi mnoge bile izsekane. Ja, ravno tu bi se dotaknila. Murov je danes pač seveda manj, ne, kot jih je bilo nekoč, ampak ostajajo pa živi spomeniki te zlate dobe svilogojstva, kolikor jih je ostalo. In koliko je še takšnih pomnikov na naših tleh? Se pravi v projektu, kjer je sodelovala tudi Rebeka in pa dr. Urbane Krajnc, kjer so popisovali murve po Sloveniji in tudi po drugih državah, ki mejijo na Slovenijo, so ugotovili recimo, da je več kot 700 murv, ki so še ohranjene, pač premera, ki bi bil primeren tistim, ki so bile zasajene ravno za namene svilogojstva. In to so predvsem bele murve. Pojavljajo se tudi nekatere vrste filipinskih murv, to so Morus multicaulis in pa potem tudi črne murve, teh pa je najmanj, zaradi tega, ker so jih tudi najbolj izsekavali. Mnoge domačije so imele črne murve, ampak je to drevo postalo zelo negativno, zaradi tega, ker je prinašalo veliko smeti. Mnogokrat so se lastniki pritoževali, da so tla postala umazana, potem tudi lepljiva in zato so jih dostikrat izsekavali. In teh črnih murv je ostalo recimo 6, kar jih je do zdaj popisanih. Ena takšnih znamenitih je tudi Fabijanjeva murva, ne, na Krasu, ki menda velja za največjo, če sem prav Ja, največja murva, torej murva z največjim obsegom. Ja. Mislim, da je stara preko 300 let. 600? Še iz turških časov, to je tudi najstarejše sadno drevo, ima pa obsega 9 metrov. Tako da to je res spomenik. Rebeka, lahko kar obdržiš, malo se lovimo z mikrofoni, se opravičujem. Pa poglejmo malo te botanične značilnosti murv. Marsikdo od nas pač seveda smo že slišali, ne, ampak dosti pa kaj ne vemo, ne, mogoče nekaj. Ja, najprej bi povedala eno tako bistveno stvar. Govorimo o beli in črni murvi. Večina od vas si predstavlja, da bela murva ima bele plodove, črna murva pa črne. Ampak temu ni tako. Bela murva ima raznobarvne plodove, rdeče, črne, vijoličaste, ravno nekaj vmes, bele, bolj bele, zlate, krem. Značilnost bele murve, Morus alba, je samo to, skupna značilnost vseh teh raznobarvnih plodov, da imajo liste, ki so gladki. In te liste gosenice sviloprek najraje jejo. Črna murva, Morus nigra,
pa ima kosmate liste in pa samo temnejše plodove. In v Sloveniji, kot je že Marko omenil, mi imamo večinoma bele murve, ne? Čeprav, tako kot je tudi rekel, se ljudje jezijo, mi pa skatla, pa Mercedesa belega mi je usrala, da ga nisem mogla več spolirati, pa vse to, ne. Ampak govorimo cel čas zdaj v okviru svilogojstva o beli murvi. Verjetno prihaja tudi pri plodovih nekaj domešan, ne, ker so zelo temni tudi plodovi bele murve, ne, in marsikdo pač zameša, ne, si misli, da so črne, ne. Ja, ravno zaradi tega, ravno zaradi plodov ljudje mislijo, da je črna murva, tista, ki ima črne plodove, bela pa z belimi, ampak ni tako, ne. Vi gledate samo liste, če so gladki, je to vse morus alba, bela murva. Zdaj pa, kakšna pa je poleg svilogojstva še uporabna vrednost murve? Mislim, zakaj vse so jo uporabljali? Verjetno les, ne? Ja, murva je zelo uporabno, je magično drevo, ne. Če recimo nadaljujem samo z fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, mislim, da je listi iz murvovega čaja, da je to najbolj prodajan čaj, ne. Ker mi moramo vedeti, da poleg soje je murva drugo takšno rastlina, ki ima visoko vsebnost proteinov, ne. V bistvu je to proteinsko drevo, zato te liste tudi zelo radi krmijo konjem, prašičem, kokošim, ne, v bistvu delajo tudi že rastlinske pripravke, neko rastlinsko meso, ne to vegansko iz murvinih listov. Seveda pa tudi njen les, les je zelo trden, pa vseeno gibek, se ga da dobro oblikovati še po teh starih metodah, zato so iz njega v bistvu bili vsi neretvanski čolni, kdor ve, to so tisti taki ukriljeni leseni čolni, ne, so iz murve recimo, potem sodi, ne, vsi sodi na Slovenskem pravzaprav v preteklosti, ta boljši so bili ali iz hrasta ali pa iz murve, ne. Tako da ja, les je vrhunski tudi v umetniškem smislu za izdelavo najboljšega pohištva, oblog notranjih furnirjev. Menda glasbil tudi? Ja, tudi glasbil, ja. Tudi. Se pravi, vse splošna uporabnost. Ampak seveda gojenje murv ali morikultura s tujko pa je najbolj povezano s svilogojstvom. Kot smo že povedali, z murvinimi listi se prehranjujejo gosenice sviloprejke. Kakšna pa je sploh videti sviloprejka? Mislim, da je tukaj Marko. Tu na fotografiji sta dva metulja, ki se parita, se pravi po koncu cikla. Na začetni drsnici pa je predstavljen celotni krog. To pa bi boljše Rebeka povedati. To vidimo pod lupo, to so jajčeca sviloprejk. So manjša skoraj kot bucikina glavica. In pa vidimo tu že tista, ki postajajo črna, pomeni, da se je v njih začela ličinka sviloprejke razvijati, ne. In ko mi to inkubiramo, jajčeca vzamemo iz hladilnika, se v roku 14 dni ličinka dozori in potem prikuka ven, ne. Ta ličinka sviloprejka gre ven iz jajčeca in to je sviloprejka v prvem stadiju. Zakaj imamo mi toliko teh gosenic tu narisanih? Zato, ker sviloprejka je insekt, ki gre od preobrazbe, ko se gre iz jajčec, povali pa potem do začetka zapredenja skozi 5 faz. Teh 5 faz se loči potem, da se po vsaki fazi levi, se pravi, iz jajčec pride, 2-3 dni je, se levi. Spet je, se levi, se levi in na koncu, po koncu 5. faze se pa začne zapredati v svilen zapredek. Tukaj bi povedala kot zanimivost, da je sviloprejkica, ki se izvali ličinka, tako majhna, da jo komaj vidimo, ne? In tekom recimo svojega tega razvojnega cikla do zapredanja to traja 4 tedne. In v prvih 3 tednih poje samo 12% hrane, v zadnjem tednu pa, poznamo tisti izraz požrešna gosenica, pa poje 88% hrane. To pomeni, da moramo praktično noč in dan hraniti. In če bi primerjali težo gosenice, ki se izvali in težo gosenice, ki se zapreda, je tako, da bi se novorojenček v enem letu zredil za 35 ton. Torej, veste, da je v bistvu njeno celo življenje eno samo hranjenje, prebavljanje in ko je koža premajhna, ne, se 4-krat levi. Samo v tistem času, v času ledvitve, ne, 4-krat ne je, dan pa pol in potem je do končnega zapredanja. No, ko se pa potem 4 dni ona rabi, da naredi tako konček svileni,
Potem pa se mora gosenica preobraziti v tem kokončku v metulja, ker kokon je v bistvu v naravi kot neko varovalo, da se gosenica lahko v miru preobrazi, ne. In 8. dan, vidite, se je ta gosenica že skrčila v 8 dnevu po začetku zaprela tak fižolček. Ta fižolček, jaz mu pravim fižolček, ker zgleda kot fižolček, navzven ima tako trd hitinast ovoj, čist trd, noter je pa utekočinjen. To govorim zato, ker bom zdaj mogli povedati, kaj mi takrat naredimo. Ne. V bistvu še enkrat tu poudarjam, v bistvu svilopreke so metulji, ki ima popolno preobrazbo. Ne. In ta 8. dan preobrazbe, ko je ona not utekočinjena, na zunaj pa trda, mi to bubo posušimo. Ker, če bi pustili, da 13., 14. dan ven pride metuljček, bi bil kokon naluknan in bi bila nitka pretrgana in je ne bi mogli odviti. Za najboljšo svilo prve kvalitete pa mi rabimo neskončno svileno nit. To pomeni, da če si damo nitko tako pred sebe, in ne vidimo začetka pa konca. Ne? Zato recimo ovčja volna ni neskončna nit. Ne? Kaj pomeni to neskončna nit? Tudi ne gre v neskončnost, ne? Merilo tekstilno je, da ne vidimo začetka in konca, pomeni pa, da če je en dober kokon, da iz njega lahko odvijemo od 1000 do 1500 metrov svilene niti. Prvi del je začetek in konec te svilene niti, sta malo slabše kvalitete, jih damo med sekundarno svilo, srednji del, približno 900 metrov, pa je tiste vrhunske svile, ne, ki jo uporabljamo potem tudi za prvovrstne izdelke. No, če pa mi ne posušimo tega kokona 8. dan, če ne ustavimo preobrazbe bube v metulja, pa pride 13., 14. dan ven metuljček, odloži jajčeca. Tukaj naj poudarim, da v Evropi smo imeli večinoma monovoltine ali bivoltine linije, ne, čiste rase ali pa hibride sviloprek. To pomeni, da one odlagajo jajčeca in se parijo monovoltine samo enkrat na leto, bivoltine pa 2-krat. V tropskih krajih obstajajo tudi polivoltine, ki imajo lahko, ne vem, koliko, po moje tudi že zdaj 10 ciklov na leto, ne, tega parjenja, izleganja jajčec. Ampak seveda to ima vse druge velike ekosistemske vplive, če mi to forsiramo, ne, kljub naravnim zakonitostim, zato pač mi v Evropi govorimo o tem mono- in bivoltinem ciklu sviloprek. Da boste vedeli, o čem sploh govorimo, ne. Zelo zanimivo, malo se obdrži kar. Mogoče samo to sviloprejke ali lahko preživijo na drevesu murv ali dejansko jih, tako se pač zdaj jaz priznam, nisem vedela, ne, marsičesa, ne, ampak zanimivo mi je bilo, da praktično divjih sviloprejk ni ali pa ne vem, ne, mogoče kje druge, pri nas vsekakor ne, ne. Ko govorimo o sviloprejki in o svili, v Evropi govorimo samo o udomačeni sviloprejki Bombyx mori, ki se je razvila pred 5000 leti, ko je Marko omenil prej legendo, je cesarici padel kokonček iz murve v čaj, ne, in je ona to dvignila in se je nitka začela odvijati in rekla, iz tega bi pa jaz imela zdaj eno blago. Ne. No, približno 5000 leti so potem začeli selekcijo teh divjih sviloprek prednikov udomačene svilopreke. Divje so bile Bombyx mori mandarina. Še danes so podobne udomačenim sviloprekam, samo so manjše. Mi smo pa začeli, oziroma Kitajci takrat so začeli selekcijo sviloprek na čim večje zapredke, ne? Zato, ker so lahko čim več svile odvili. Hkrati so pa mogli paziti, da so vseeno ohranili tudi dovolj genov teh divjih ras, ker tiste pa imajo zelo visoko odpornost. Ne? Ker vi veste, če mi selekcioniramo, ne, kaj pomeni selekcija? To pomeni, da jih niso gojili več na drevesih, ampak so jih prenesli v prostore, noter. In te sviloprejke, ki jih imamo danes udomačene tekom 5000 let, ne preživijo več niti par ur zunaj. Če za njo posije sonce za pol ure, je konec. Zato mi o domačeni sviloprejki govorimo o teh, ki jih imamo na mizah ali pa na tleh in jih krmimo z listi ali jim pa polagamo veje murv, ne, ki imajo liste. Ne. V bistvu te velike sviloprek, na koncu reje sviloprek, to kar enoletne veje polagajo z listi. Ne. In ja, govorimo o popolnoma prilagojenem organizmu človeku in popolnoma odvisnemu človeka.
Se pravi, poleg čebele v bistvu edina žuželka, Ja. ki je udomačena. Ne? Edina udomačena žuželka. No, omenila si že domovino, ne? Ja, je tudi udomačena. Ja. Poleg Poleg čebele, ja. Poleg čebel sta to edina. Ja. Omenila si že torej domovino svilogojstva, Kitajsko, pa Marko bi zdaj spet se k tebi vrnila. Na Kitajskem naj bi sviloprejko udomačili že zelo dolgo nazaj, po nekih arheoloških ostankih, celo okoli leta 4900 pred Kristusom. Zdaj, kako in kdaj pa se je torej umetnost gojenja sviloprejk razširila iz matične Kitajske? Torej prve najdbe na Kitajskem pričajo že o tem, da so poznali sviloprejke, sicer še ne kot živali, ki bi proizvajale svilo, ampak pač kot neke gosenice, ki so dajale umetniške vzgibe tem ljudem, že na nekje tam 4900 pred našim štetjem oziroma v času neolitika. Potem pa so tekom tega časa, nekje do 3. tisočletja pred našim štetjem, obudili svilogojstvo na ta najvišji nivo, ki ga poznamo še danes. Vsa zgodba spremika, torej iz azijskega miljeja v evropski milje, pa je nekje okrog leta, se pravi 130 pred našim štetjem, ko se začne svilna pot. Takrat še ne govorimo o tem, da se je svilogojstvo preneslo iz azijskega miljeja, ampak svilna pot je bila tisti, se pravi trgovski oziroma ekonomski potencial, ki ga je Azija lahko dala v Evropo, se pravi, da so preko karavan prenašali sviljeno blago, različne druge dobrine, drage kamne, zlato in tako naprej, tudi porcelan, v evropski del in so ga potem trgovci preko pomorskih poti spravili v Evropo. Ampak potem svilogojstvo pa se nekako prenese preko dveh menihov, okrog leta 552 našega štetja. To je bilo v času Justinijana I., bizantijskega cesarja, ki je in sta ta meniha pretihotapila iz Kitajske jajčeca sviloprejk v dveh pohodniških palicah in potem prezentirala ta jajčeca Justinijanu, ki je dal potem načrtno zasejevati murve in pa začeti spodbujati svilogojstvo. In takrat se je potem tudi od takrat naprej začelo razvijati svilogojstvo na evropskih tleh, kot še bil Bizanc del tistega evropskega prostora. Nekako potem svilogojstvo sicer bo prisotno že od bizantinskih časov naprej in bila tudi svila najbolj cenjen material, ki je bil pravzaprav edini material primeren za cesarsko družino, ampak v tem prehodu v ta evropski prostor, se pravi, je prišlo preko južne Italije v severno Italijo in se je svilogojstvo kot obrt oziroma neka panoga začela komaj v 14. in 15. stoletju. In ravno iz tistega časa, se pravi časa renesanse in potem manierizma, lahko govorimo o tem, da so tam nastale najboljše svilarske manufakture in to predvsem v severnih mestih v Italiji, kot so Milano, Benetke, Luka, Genova, Firence. In od tam naprej potem tudi najboljše sviljeno blago prodrlo na evropski trg. Se pravi, še danes so to prestolnice mode, ne, v Italiji. No, potem pa seveda iz Italije pa se razširi tudi v kraje na takratnem slovenskem ozemlju. Kdaj se je to zgodilo? Torej, kdaj se je svilogojstvo razširilo v slovenski prostor? Se pravi, na slovenski prostor, ki je bil takrat pod Habsburško monarhijo in potem kasneje tudi Avstro-Ogrsko, se začne v 16. stoletju, ko iz tega beneško-lombardskega prostora pridejo prvi svilogojci na Goriško in pa Gradiščansko in tam se potem začne svilogojstvo razvijati kot pomembna panoga, tudi sam cesarski dvor na Dunaju začne to panogo gojiti kot zelo pomembno in donosno panogo in tudi material, ki je bil pridelan, je prinašal izjemne dobičke cesarski kraljevi družini. In potem tudi recimo najbolj pomembna cesarja sta bila predvsem Karl VI in potem tudi njegova hčerka Marija Terezija, ki sta še dodatno z finančnimi spodbudami spodbujala svilogojce in pa tudi različne svilarske manufakture so se razvile na tem področju in potem iz Goriške je bil prehod v druge dele Slovenije, oziroma današnjega slovenskega prostora. Tudi v naše kraje, torej na Štajersko, severovzhodno Slovenijo. Kako so v panogo vstopali ti kraji? Se pravi, najbolj zgodnejši kraji so bili Kranjska, torej
to področje Kranjske in potem preko Kranjske na Štajersko in pa Koroško. To so bila središča svilogojstva z potencialom, ampak so bila šele komaj v 19. stoletju pravzaprav izkoriščena, ampak tudi ne v celoti. Goriška je veljala kot center svilogojstva in tudi največje manufakture so bile na Goriškem. Nažalost se Slovenija v današnjem času ne more pohvaliti s tem, da smo imeli kakršnekoli obstoječe manufakture na slovenskih tleh, ker so večinoma vse zamrle že v 18. stoletju. To so bile predvsem v okolici Ljubljane, kjer se je zvrstilo večje število teh manufakturistov, ki so imeli pač interes in želje delati na naših tleh. Imeli smo pa odvijalnice predvsem čez današnjo slovensko mejo v italijanskem prostoru, recimo v Fari ob Soči je bila ena taka najbolj znana, ki je dobila pravzaprav svoj patent za delo in pa tudi finančno spodbudo od samega cesarja, torej Karla VI., očeta Marije Terezije, in delovala pod njegovim okriljem ravno zaradi tega, ker je svila prinašala ogromne dohodke samemu cesarju. Ampak potem slovenski prostor pa se najprej začne razširjati na Kranjskem, predvsem v okolici Ljubljane, kjer se okoliški trgovci in pa tudi obrtniki ter premožnejši ljudje, to so bili predvsem grofe, baroni in podobno, so se začeli odločiti s to ravno zaradi tega ekonomskega vidika. Na Štajerskem in pa potem tudi delu Koroške pa govorimo o tem ravno zaradi nekih vzgibov spet plemstva, ampak to je bilo v izredno majhnem nivoju, zaradi tega, ker so kmalu ugotovili, da svilogojstvo in pa svilarstvo niso donosni panogi in tudi večina kokonov, ki je bila pridelanih na današnjih tleh Slovenije, so morali poslati preko meje, da so bili predelani pravzaprav v odvijalnicah oziroma filandah na Goriškem. Na katera tržišča pa so svilogojci prodajali svoj pridelek? Ja, torej, to so bili kokonski sejmi, tako imenovani kokonski sejmi, ki so se odvijali na Primorskem in pa potem tudi v tem italijanskem prostoru. En je bil v Kopru, potem so ga imeli tudi v Poreču, drugače pa so bili v Trstu, Vidmu, Benetkah, Padovi in pa Bračanu oziroma Basanu. In tam so potem kmetje ali pa njihovi posredniki, se pravi, ki so odkupili kokone že v našem prostoru, prenesli na v te kraje in tam prodali po neki določeni ceni. Ceno pa je navadno določal komerčni konsens, to so bile ustanove, ki jih je imenovala vlada oziroma takratna uprava in potem so oni določali ceno, ki je bila enotna. Mnogokrat pa se je zgodilo, da so nekatera območja ponujala večjo in manjšo ceno, zato so bili tudi različni prodajalci primorani k temu, da so se dlje podali za to, da so dobili večje plačilo za te kokone, ampak vseeno to je bila obrt oziroma dejavnost panoga, ki je omogočala tem proizvajalcem, predvsem revnejšim kmetom, da so dobili dodaten zaslužek, s katerim so nekako poplačali svoje terjatve ali pa dolgove, ne pa zato, da bi od njega obogateli. Vsi ostali, ki pa so se ukvarjali tem, predvsem premožnejši sloji, so pa videli v tem ekonomski potencial, ki ga pa žal niso mogli izkoristiti ravno zaradi tega, ker je ta slovenski prostor bil premajhen in tudi trg ni bil dovolj konkurenčen italijanskemu. No, potem sredi 19. stoletja pa se je iz Francije čez severno Italijo na Goriško in Gradiško razširila bolezen, pebrina, ki je povzročila upad pridelka kokonov. Kako je ta bolezen vplivala na nadaljnji razvoj svilogojstva? Ja, se pravi, to je bila bolezen, ki je pravzaprav zdesetkala številne reje mnogih svilogojcev, predvsem kmečkih družin, ki so tega imele vsaj nek manjši dohodek. To je za njih pomenilo, da tega dohodka niso več imeli in so tudi morali opustiti različne dejavnosti in tudi številne družine so se bile prisiljene preseliti recimo iz nekih krajev po novem zaslužku. Potem vsa industrija, se pravi, ki se je začela z industrijsko revolucijo na naših tleh, tudi z železnico, je bila povezana recimo s svilogojstvom vsaj do neke mere. So ugotovili, da zaradi te bolezni ne bodo mogli pridelati dovolj kvalitetne svile oziroma kokonov, iz katerih bi pridelali kvalitetno svilo, ali pa pravzaprav sploh kokonov niso imeli, da bi jih lahko prodali in so zaradi tega to dejavnost začeli opuščati in tudi recimo drevesa, ki so jih množično sadili. Recimo en primer je, da so v Ljubljani imeli več drevesnic in tudi ta losoljar in trgovec, ki je prvi v Ljubljano prinesel svilogojstvo, Pierto Santa Bure,
je dal svoj nasad posaditi celo na Grajskem griču v Ljubljani, kar mnogo Ljubljančanov niti ne ve, da so imeli celoten Grajski grič posajen z murvami, ampak so jih dali potem izsekati ravno zaradi te nekonkurenčnosti cen in pa slabega ekonomskega potencijala. Drugače so pa tudi številne vojne, recimo italijanska vojna za neodvisnost je pustila ogromno negativnih sledi na slovenskem svilogojstvu, ker so mnogi kmetje, ki so bili v teh obmejnih krajih, se pravi z Benečijo, so potem morali na vojno v italijanski prostor in so opustili svoje posestvo na slovenskem, pa tudi vsi odkupovalci oziroma večina odkupovalcev, ki se je na italijanskem prostoru ukvarjala z odkupom kokonom, so bili prisiljeni se podati v vojsko in so v tistem času opustili torej prodajo kokono in recimo, ko sem se pripravljal za eno seminarsko nalogo na zgodovini, sem po nekem naključju videl ravno en članek, v katerem opisujejo te tegobe slovenskih odkupovalcev, ker italijanski niso bili več sposobni odkupovati in se potem so bili slovenski primorani prodati sami ali pa sploh niso mogli prodati. Kaj pa potem v 20. stoletju? Nekaj vmes je bil še nek razcvet, ne? Nikoli seveda ni doseglo tega, kar iz preteklosti, ne? Ampak nekako med obema vojnama pa vendarle je še kar nekaj pridelovalcev. Ja, se pravi, ta prehod iz 19. v 20. stoletje, nekako so številni rejci poskušali najti nadomestke teh udomačenih sviloprej, se pravi Bombyx mori, in so te nadomestke poiskali v divjih prelcih, to so bile metulji, nočni metulji, ki so proizvajali divjo svilo, ampak je bila ta divja svila nekako manj kvalitetna od svile, udomačenih sviloprej, ravno zaradi tega, ker je bil proces predelave drugačen. Se pravi, pri navadnih sviloprekah govorimo o odvijanju svile predvsem, pri teh pa je bil proces takšen, da so jo obdelovali na volneni način, se pravi, da so te kokone raztopili in potem razmikali in iz tega dobili prejo, ki je bila dosti bolj groba, ne tako svetleča in zaradi tega so potem to opustili. Tudi finančno se ni splačalo. Na Slovenskem smo imeli dokumentirane 3 vrste teh prelcev, ki so nekako nadomeščali dohodek, se pravi bezgov prelec, potem hrastov prelec oziroma jamamaj, ki ga danes še mnogokrat vidimo, to so tisti rumeni metulji in pa potem še bezgov, hrastov in pa potem še pajesno prelec, tega pa je predvsem na Goriškem plemeniti Riters, to je bil tovarnar, ki se je v tem času ravno prehoda iz 19. v 20. stoletje ukvarjal z predelovalno industrijo sveljenih odpadkov, ki je nekako še cvetela v tistem času, potem pa je tudi zaradi nekonkurenčnosti zamrla. No, v času zgodnjega 20. stoletja pa govorimo o tem, da so postale cene nekonkurenčne zaradi tega, ker sta se države kot sta Kitajska in pa Japonska po prvi svetovni vojni recimo odprle svoje meje in tudi sama trgovina je bila dosti bolj prosta in zaradi tega so postale cene dosti bolj nekonkurenčne in se slovenski rejci niso mogli kosati z cenami japonskih kokonov, zato so številne manufakture, ki so odkupovale kokone na Slovenskem ali pa v Italiji, začele preko tujine naročati kokone in se z njimi ukvarjati. Drugače pa tudi na Slovenskem nimamo dosti tovarn ali pa nekih obrtnikov, ki bi se ukvarjali z predelavo svile. Recimo v Mariboru smo imeli primer tovarne svila, ampak po raziskavah sodeč so se tudi oni ukvarjali z odvijanjem svile in predelave svile v svileno blago. Večino pa so uporabili tako imenovane umetne svile, ki je bila predvsem sestavljena iz viskoze in pa rajona in pravzaprav po kemijski sestavi čisto drugačna od te naravne svile. Naj še dodam eno zanimivost, ko si omenil pajesenovo divjo svilo preko. Če veste, kaj je to pajesen, tista najhujša invazivna rastlina, ki jo danes poskušajo izkoreniniti na vse mogoče načine. Lani po požaru se je razrasel po Krasu in so prav celo, jaz pravim, divizijo animirali, da je šla tja trgat ga še v fazi, ko je bil do 1 decimetra velik. No, če bi jaz imela to priložnost, bi šla prostovoljno
izkoreninjati, ker po drugi strani je pa svila divja, vseeno lepa, ne. Nekateri imajo še rajše izdelke iz divje svile, ker je mehkejša, ne, in ima drugačen otip, sicer nima teh finih, dolgih niti, ne, ampak za nositi, pa bi rekla, da je skoraj bolj udobna. No, pa smo prišli do svile. Zdaj, seveda svilo dobimo tako, da moramo pač odviti kokon na nek način, ne, in Marko je svilokojec tudi, Kanada, in svilar, in prinesel si pokazati nekaj stvari. Pa mogoče, če želite, sej vas ni toliko, lahko tudi malo bliže stopite. Kdor želi, seveda. Koliko kokonov pa potrebujemo za recimo 1 kilogram surove svile? Po nekih podatkih naj bi za 1 kilogram surove svile potrebovali 10 kilogramov posušenih kokonov, sicer se pa ti podatki pač razlikujejo, odvisno od tega, kakšna je bila reja. To mogoče Rebeka zna boljše povedati, ampak splošni podatki so, da približno 10 kilogramov kokonov za 1 kilogram. In surova svila je tole, belo? Surova svila so tiste 3 štrene tam. To so štrene odvite svile različnih debelin, drugače pa še na tej leseni špuli tudi ta previta svila. Surova svila pomeni, da smo jo odvili iz kokonov direktno, se pravi preko prekuhavanja in potem se je odvila na odvijalo. Na tak način še jo prideluje danes. Pravzaprav pa je ta svila izredno trda na otip, zaradi tega, ker še vsebuje sericin, to je posebna lepljiva beljakovina, ki sestavlja samo svilo in lepi vsa svilena vlakna med seboj, se pravi svileno vlakno sestavljata 2 vrsti beljakovin, to je fibroin in pa sericin. In naloga svilarja je, da ko potem začne odvijati svileno nit, jo tudi pridela na tak način, da se svileno nit iz tega grobega, surovega stanja spremeni v dosti bolj mehkejšo in pa bolj prijazno obliko, ki se potem lahko uporablja za različne tekstilne namene. Ja, zelo zanimivo. No, pa preidimo zdaj še na izdelke iz svile. Maja, svile in svileni, torej od nekdaj so veljali za statusni simbol. Najfinejša svila se je, če pogledamo v ta zgodnje obdobje, tako na Kitajskem kot tudi v Bizancu, nekoč uporabljala za kraljeva in dvorna oblačila in seveda tudi potem kasneje ni bilo nič drugače. Po kvaliteti tkanine, barvah in vzorcih pa se je lahko sklepalo tudi o družbenem položaju človeka. Kakšne vrste svilenih tkanin pa so bile nekoč v rabi? Jaz sem začela zelo sodobno sliko, tako bomo tudi namreč končali danes, ampak zdaj sem razmišljala ves čas, ko ogromno podatkov smo dobili po vse in se mi zdi, da vedno, ko govorimo o svili, se mi zdi, da nas še vedno obide nek občutek neke mistike, prefinjenosti, glamurja, vse to še vedno nosi to konotacijo svila danes. Pol na koncu bom seveda povedala, da zdaleč od tega, da bi šla iz mode, se pravi še vedno vse te modne prestolnice, še vsako leto bolj se vračajo tudi k naravnim materialom in svila nikakor ni izgubila tega statusa, ki ga je imela že skozi. No, oprosti, da te tu prekinem, ravno sem si dva citata sem našla in sicer 2 znanih modnih oblikovalcev, Givenchy recimo je rekel nekako takole: naravna vlakna so bila za modne oblikovalce pogosta izbira, vendar je oblikovalec vselej sanjal o svili. Potem pa še Oscar de la Renta, svila naredi za telo to, kar diamanti za roko. Se pravi, Ja, tako. No, da mogoče se priključim malo še zgodovini. Namreč, zvedeli smo, kdaj so bila prva vlakna pa prve tkanine, ampak svilene beljakovine so tudi našli pod trupli v kitajskih grobnicah, ki bi naj bile datirane tam okoli 8500 pred našim štetjem.
tako da domnevamo, da naj bi zavijali trupla tudi v svilene tkanine, podobno kot v egipčanskih grobnicah imamo pač iz lanu, ne, to. Tako da zanimivo pa je bilo tudi, da so tudi krste bile v obliki kokona. Ne, tako da tam je res pač, oni so, ne samo da so živeli s to tradicijo, ampak so bili čisto duhovno, mistično prepleteni za to. Ne. No, skratka, svila je pa kmalu po odkritju postala seveda simbol bogatstva, prestiža, glamurja in pravzaprav zaradi tega, ker je zahtevala veliko dela in je bila seveda cenjena in posledično izredno draga. Kitajski cesar je pa seveda bil tisti prvi, ki je želel nedvomno imeti izrecno oblačila iz svile. Sprva, tako da lahko rečemo, da prva oblačila so bila namenjena cesarju in njegovi družini in tistim najožjim privilegirancem, ki so se pač gibali okoli cesarja. No, mogoče da grem nazaj. Prej si vprašala, ne, glede tkanin, ne. Jaz si malo pomagam, ker je dosti podatkov, nimam toliko v glavi, kot moja dva kolega. Tako da tkanine, ne, so bile seveda ustvarjene s statvami, različice, ki jih je poganjala ta stopalka, pa se pojavljajo na primer na poslikavah v grobnicah dinastije Han. Ta dinastija Han je v bistvu zaslužna za res najbolj kvalitetne izdelke, tudi glede samih vzorcev, barv in ostalih pač teh zadev v zvezi s svilo. In med to dinastijo Han se je seveda kakovost svile še izboljšala, postala je finejša, močnejša, pogosto z večbarvnimi izvezenimi vzorci ter motivi raznih človeških figur in pa tudi prizorov iz favne, iz flore, to je bilo izredno popularno. In tudi kitajske pismenke so bile tkane v to tkanino. No, skratka, mogoče en podatek zanimiv, ne, da tkanje nekaterih kosov iz tega obdobja Han z 220 osnovnimi nitmi na centimeter je bilo tisto najfinejše in to je seveda bilo rezervirano za visoke. Ja. Tako. In tudi gojenje samih sviloprek je postalo bolj izpopolnjeno v tem času. Uporabljene so pa bile tudi različne pasme, ne, so križali, da so ustvarili svilopreke, ki so bile sposobne proizvajati niti različnih kakovosti, ne, ker pač potem tudi je bilo odvisno od tega, zakaj je bilo uporabljeno. No, tkalke, zanimivo, so bile pa večinoma ženske in njihova odgovornost je bila tudi zagotoviti, da so bile sviloprekice dobro nahranjene z njihovo najljubšo hrano iz mrvinih listov. In veliko literature priča tudi o tem, da so bili to kot nekakšni novorojenčki. Se pravi, tako so bili tretirani, kot da bi imeli mi pač novorojenčka, ne? Takšno skrb so pač dobili. In proizvodnja svile je postala tudi predmet številnih pesmi, se pravi, poeziji se večkrat tudi pojavijo. Mogoče en primer vam lahko preberem iz filozofskega besedila Mojstra Ksuna. Zdaj, to je pač dobesedni prevod, tako da se ne rima, ampak vseeno citiram. Kako gola je njena zunanja oblika, vendar nenehno spreminja kot duh. Njen dosežek pokriva svet, kajti ustvarila je okras za nešteto generacij. Z njo se zaključijo obredi in glasbeni nastopi. Plemeniti in skromni se odlikujejo z njo. Mladi in stari se zanašajo na to, kajti samo z njo se da preživeti. No, to je ena taka. To smo že tak, to je en primer, ne, pač tkanja. To bosta ona dva tehnika boljše vedela, oziroma Rebeka, ne? Ja, pravzaprav različne metode. Za cesarski dvor je bilo najprej stkano predvsem brokatirano blago ali pa pobrokat, v katerega so bili vtkani različni vzorci, ki so pač bili rezervirani samo za cesarja in njegovo družino. Potem pa so bile še na te tkanine, ki so bile potem ukrojene, posebej izvezene različni motivi z svilenimi nitmi.
Veliko krat se pojavljajo tudi kovinske oziroma zlate niti, ki so še dodatno dajale nek pomembnejši status samemu cesarju, pa tudi v tkali ali pa zašili so pavje niti, se pravi pavja peresa so na poseben način obdelali in iz teh pač delov peres so sestavili nit in potem z njo izvezli različne tkanine. Mogoče, če date samo na en slajd nazaj, da nekaj, ja, še enega. Tu so posebne statue, ki so se uporabljali za tkanje niti, to je čisto navadno blago, ki je bilo stkano iz neobarvanih niti. Mnogokrat so niti barvali z naravnimi rastlinskimi barvili, ampak poznamo še dva različna tipa statue, ker so se na Japonskem razvile statue na poseben način. In v obdobju Edo, to je bilo obdobje, ki se je končalo nekje v 18. in 19. stoletju, so uporabljali statue, ki so jih ženske privezale na svoje hrbte z posebnimi opasnicami in potem nekako na tak način napenjale to blago osnove, ki je tukaj pač napeto na dva valja. Se pravi, ko svilo odvijemo, jo damo v take štrene, ko so tudi prikazane, in potem se te štrene namakajo v alkalnih raztopinah, da jih degumiramo, to pomeni, da odstranimo ves sericin, ki je na površini svile in zaradi tega svila postane tako mehka. Poseben postopek pridelovanja malo bolj grobih svilenih niti pa je tudi, ko jih popolnoma raztopimo, da ta sericin popolnoma odpade in se raztopi v vodi in potem ostane samo svilena vlakna, ki prosto plavajo in takšna vlakna sem tu pridelal. Pravzaprav so raztopljeni kokoni, ki jih potem spredajo na poseben način na kolovrat. Ja, barve sta že omenila oba tudi, ne? Tudi menda zelo pomembna v hierarhični lestvici, ja. Ne? Kakšne barve je bilo blago? Ja, cesar, ne, pač kot vrhovni vladar v stari Kitajski, je seveda užival tudi najvišjo obravnavo v oblačilih, ne, in morda najboljši primer tega so ta spektakularna zmajeva oblačila, mogoče malo kasneje povedala nekaj o tem. Obleke, ki so bile izdelane seveda iz te najredkejše, najdragocenejše svile, so bile rumene ali zlate barve, to so barve, ki so jih lahko nosili samo člani kraljene družine. Motiv zmaja je pa v bistvu simboliziral cesarja kot posrednika med zemljo in pa Bogom. Svilo je pa bilo mogoče barvati, kot je že povedal kolega, z uporabo raznih seveda mineralnih in naravnih materialov, kot so cinober, rdeči oker, srebro v prahu, potem školjke v prahu, indigo, druga črnila. To je ta znamenita vijolična, ja, ne? Tako, ja, pridobljena iz zlinskih snovi. No, pol pa tam v sredini 19. stoletja pa že govorimo o teh sintetičnih barvilih, ne, ki se pravi, ni primerjave, ta naravna barvila niso dala take intenzitete sami svili kot potem kasneje, pa tudi zelo veliko dejavnikov je bilo, ki je bilo odvisno od te barve, tudi od načina namakanja, izpostavljanja soncu in tako naprej, da si potem dobil različne odtenke. Je pa menda svila, to bo Marko tudi zagotovo bolje vedel, zelo dojemljiva, ne, za barvanje, je material, ki zelo primeren, no, ne vem, če se zdaj prav izrazila, ne, za razliko mogoče od bombaža ali pa ne, ja. Ja, torej svila, ko je nedegumirana, barvo zelo težko sprejme, se pravi, da se iz te povoščene snovi, beljakovine, sericina, težko sprejme barvo. Ko pa je degumiramo, se ta vlakna sprostijo in mnoge mineralne snovi, predvsem soli, ki nastanejo pri pač rastlinskih ali mineralnih barvilih, lažje prodrejo v samo vlakno in se potem vežejo z atomi na vlaknih in potem tudi dobijo posebne svetleče učinke, ker že svila sama po sebi je dokaj svetleče vlakno, zaradi te svoje dolge dolžine vlakna, ki je zelo dolgo v primerjavi z volno in potem, ko se začne lesketati. No, omenimo še, da je v bistvu pa zelo ekološko vlakno, ne, ker za pridelavo porabi kar 90% manj vode kot bombaž. To je tako zanimivo. Ja, Maja, omenila si že vzorce tudi. Zdaj, jaz sem nekje zasledila, da je
kasneje potem seveda s Perzijskim kraljestvom in potem s Svilno potjo in tako naprej, ne, je tudi bila ena tradicija perzijske umetnosti, ki se je prenašala na teh vzorcih, pa verjetno še kaj, ne? Ja. Skratka, svilene tkanine na vzhodu so bile opazne predvsem po svoji raznolikosti okrasja. Slike čudovitih živali, zmajev, fantastičnih ptic, tudi eksotičnih rastlin, cvetov, veljajo nekako za tradicionalne za Kitajce. Šlo je pa bodisi za vezena okrasja, ne, kot vezenine, ali pa poslikave blaga tudi. No, oblačila kitajskih cesarjev, njihovih žena, so bila med najdražjimi na svetu, saj so bili poleg vezenin vsi vzorci noše okrašeni še z dragimi kamni. Marko je prej omenil tudi zlate, srebrne niti, ne. Se pravi, takšno oblačilo z vsemi upoštevanimi detajli, ki so morali biti, bi mogoče kot zanimivost v današnjem času stalo recimo več 100.000 evrov. Eno tako oblačilo, da si znamo malo predstavljati, ne, to vrednost. No, skratka, ta dekoracija svilenih tkanin pa ni bila edina stvar, ki so jo Kitajci lahko počeli s tem dragocenim materialom. Ena najpogostejših vrst umetnosti na Kitajskem je veljala za vezene slike, vezene svilene slike. Gre za neke vrste tapiserije, ki so krasile palače kitajskih cesarjev in aristokracije. In najbolj dragocene so bile tako imenovane dvostranske slike, ne? Se pravi, ko je mojster na obeh straneh izvezal dve različni zgodbi. Ne? Zelo komplicirano. Zelo komplicirano in fascinantno. In veščine so bile v bistvu tako nežne, da je na prvi pogled bilo skoraj da nemogoče razumeti, da je pred nami vezena slika. Tudi gospodinjski predmeti, kot so paravani, postelje, različno pohištvo so tudi bili pogosto okrašeni na enak način in so pravzaprav bili obravnavani kot umetniški predmeti. Ne samo uporabni predmeti doma, ampak so imeli vsi neko dodatno umetniško vrednost. No, se pravi, ti poslikani vzorci ali mrežasti vzorci z velikimi očesci, pa ti lebdeč vzorec je bil tudi izredno moden. Nekaj vzorcev tu vidimo, ja, ne? Nekaj tudi tukaj vidimo, ja, med vsemi bogatimi zapletenimi vzorci je bila pa ta dinastija Han, ki sem jo prej omenila, še posebej naklonjena vezenim rožam, pticam, živalim ter tudi besedilom na svili, ne. No, kot zanimivost danes je pač ta svilena dekoracija na Kitajskem ena glavnih vrsti umetnosti in obrti in tam ne uživamo le v delih starih mojstrov, ampak tudi lahko kupimo izdelke sodobnih vezili, ki so po kakovosti izvedbe in spretnosti zelo konkurenčne svojim prednikom. No, pa če zdaj malo se oddaljiva od Kitajske, kaj pa potem recimo, kdo si je lahko privoščil svileno obleko recimo pri nas nekoč? Kako je bilo s tem? Ja, podobno, ne, podobno, se pravi, ne? Tisti bolj premožni, ne, seveda. Podobno je bilo tudi z belo barvo pri nas, ne. Recimo bela poročna obleka se pojavi v času Viktorije, ne, in potem seveda šlo je pa v bistvu zato, ker jo nemogoče oprati, ne. Se pravi, bela svetla oblačila so bila zelo dovzetna za umazanijo in posledično so si lahko privoščili to samo tisti, ki so jo imeli gor mogoče samo enkrat, ne. In to je bilo nemogoče, zato so za različne slovesnosti, tudi za kmašna oblačila, naj so bila večinoma temnejše barve, kot tudi za take priložnosti, kot so poroka, ne vem, črna, tudi vijolična, rjava in tako naprej, ne. Tako da seveda, vedno je bilo rezervirano tisto, kar je bilo prestižno, za bogate, drago, ne? za bogate. Ja. No, vsi poznamo pesem Jaz pa ti pa Židana Marela, ne? Ja. Omenila si že tudi v kitajski umetnosti, da so seveda svilo uporabljali še za marsikaj drugega, kot ne samo za oblačila, ne? Kaj pa potem pri nas? No, Židana Marela ali svileni senčnik, ne? Oziroma dežnik, ne? Je že en tak proizvod, pa verjetno še kaj, ne? Posteljnina verjetno, ne? Ja, vse malo kasneje bom, Kasneje boš? Aha, mogoče, da malo grem naprej.
Bom predstavila par predmetov, originalnih predmetov, ki jih hranimo v muzeju. No, mogoče pa to, Ne? ne, ti Ja. ravno prihajaš iz Pokrajinskega muzeja, Ja. ki ima edinstveno modno zbirko, pa je morda zdaj čas, ne, da še Ja. kakšne kose Tako dragocene predstavimo, ne, kaj hranimo tudi in jih je možno tudi nekatere ogledati si. Se pravi, to je mašni plašč iz 17. stoletja. Prej smo govorili o kovinskih niti, ne, se pravi, ta je glih izvezen iz takšnih niti. Zanimiva je sama oblika, ne, oblika, ki ni bila na začetku mišljena kot oblika za mašne plašče, kajti mašni plašč je imel simboliko, konotacijo, da mora pokrivati celotno telo, ne, kot hišica pokriva vernike. Ne. In zgodilo se je, da v 17. in 18. stoletju so bili ti plašči vedno bolj okrašeni od raznih niti kovinskih, ki so tudi dale neko težo do seveda dragih, poldragih kamnov. In enostavno je bilo to oblačilo je postalo pretežko. Zato so ga začeli rezati ob straneh do v bistvu takšne višine, kot jo tukaj vidimo, ki ima obliko gosli spredaj in basa zadaj, tako se je pač reklo. Ne? No in ta oblika je bila zelo dolgo časa v uporabi, še tudi v začetku 20. stoletja, no zdaj imamo malo druge kroje v uporabi, ampak zanimiva je tudi sama barva, ki ni tipična liturgična barva, se uporablja za posebne Zelena, dneve. ne? Zelena se uporablja v bistvu v liturgiji za vse dneve med prazniki, se pravi, ki niso prazniki, ki je takrat rastemo v življenju in rastemo v krščanskem življenju, kot pač vse, kar raste v naravi, zeleno, to je simbolika, ne, zelene barve. Potem, da pridemo mogoče na ta moški frak, prav tako svilen, iz obdobja konca 18. začetka 19. stoletja, tu že vidimo malo bolj umirjeno modo, umirjene barve, umirjeni kroji, tako da tudi v moški modi se pojavlja svila, pač v aristokratskih krogih, ne, take rožnate barve v tem primeru. Potem imamo ženske čevlje iz 18. stoletja. No, mogoče kot zanimivost, seveda so gospe nosile seveda krila do tal, ker kazanje gležnjev je bilo zelo nespodobno v tem času. Zato so ponavadi okrasili samo konice čevljev. Ne? Tam imamo recimo lep primer teh čevljev, ne? Ko so samo konice okrašene, ker je samo to bilo vidno. Ne? No, zanimiva je pa tudi oblika pete, ki še danes imamo takšne Podobne, primere, ne? Zelo, podobne ne? na tržišču. Moda se vrača. Ja, ampak zanimivo je, da je bila peta, ni bila direktno pod peto, ne? Ampak pod nartom. Zaradi tega, ker lepotni ideal je bil v majhnih nožicah. In tista, ki je imela recimo številko 40, je bilo to zelo nespodobno. Ne? Zato so seveda zamaknili to peto, da ko se je videl odtis od hoje, je bila Izgledalo nožica manjše. manjša. Ja, to je bila taka kamuflaža. Ne? Potem imamo en krasen primer že sintetičnega barvila, ne, tega vijoličnega. To je pa po enem naključju en študent kemije iz Anglije, Perkin, delal med šolsko nalogo, v bistvu so delali poskuse za zdravilo za malarijo in je potem drug dan opazil madež, ki je bil vijolične barve in je nehote, nevede, v bistvu iznašel prvo sintetično barvilo, ki je preplavilo cel svet, ne, tudi do Maribora je prišlo, tako da je pa bilo seveda cenejše za pridelavo. Ne. Tako da to je pa tudi ena posebna moda konca 19. stoletja, ki pravimo turnur oziroma pariška zadnjica. Silhojeta ženske mode se je skozi 19. stoletje izredno spreminjala, od na koncu peščene ure do tistih širokih krinolin. No, tukaj pa je sicer zelo kratko obdobje bilo v modi, seveda pač ozek pas, ne, steznik, nepogrešljiv element ženske mode 19. stoletja, ampak velik poudarek je bil na zadnjici in ženska silhojeta je zelo spominjala na gosko.
Zato so v tistem času tudi se pojavljale različne polemike, pa skeči, pa razne prispodobe. In tukaj imamo mogoče lep primer tega dežnika, kot si prej omenila, ne? Kjer imamo zgoraj, kot vidite, obliko goske, ne? Malo hudomušno. Ne? Ampak hoja v takšni obliki je bila zelo težka. Včasih so se dame tudi zavezale nožice. To je tudi bilo hudomušno rečeno, da gre za špancel, ne? Se pravi, tako prevežejo nogice živalim, zaradi tega, da se pač ni zgodila, da bi si obleko utrgala in je take male korake je stopicala, ne? In še potem tako zvita in z zadnjico, ne? Pač kot tresena goskica. Ne? Tako da. Zgodovina mode je zelo zanimiva. No, potem pa imamo tukaj poročno obleko, kot sem prej omenila, bela, ne? Se pravi taka šampanjc barva, ki je še danes v modi. Tukaj gre tudi pač za kombinacijo te svile z čipkami, ne? Še danes se uporablja tudi steznik, ne? V poročnih oblačilih in z vsemi pridatki, se pravi z čevlji, z posušenim šopkom, ki se je tudi še ohranil in pa s takim parazolom krasnim. No, naj povem, da ima ta dama v pasu 53 centimetrov. Ideal je bil 50, tako da ni bila najbolj zadovoljna. Tako. No, tu pa že preidemo potem v malo drug material, ki ima pa zelo podobne lastnosti kot svila, ne? Pa govorimo o satenu. Saten, ja. Tako da mogoče to malo kasneje. Ja. No, zdaj smo se zelo lepo sprehodili skozi vašo zbirko do novejših časov, kaj ne da? Kako pa moderna tehnologija zagotovo spreminja poti pridobivanja svilenih tkanin? Temu zagotovo sledijo tudi modni trendi. Kakšen je pa današnji odnos do svile? Je enako, kot je bil nekoč? Kako se spreminja? Je spet v modi? Sodobna tehnologija vsekakor spremenila način izdelave in trženja svile. Sintetične tkanine, kot so recimo najlon ali pa poliester, ne, so bile razvite za zamenjavo svile za določene namene, kar omogoča, da je rezervirana seveda za predmete z višjo ceno. Vendar pa je mehanizirana proizvodnja zdaj seveda standard v tekstilni industriji, kar pomeni, da večina svile danes niti približno ni tako dragocena, kot je bila nekoč. Ampak kljub temu pa ima svila še vedno neomajen sloves vrhunske lepote in pa glamurja. Vsekakor. Kako je zastopana v visoki modi? Zdaj ti verjetno tudi spremljaš, ne? Moram. Ne, mora, tudi po poklicni, ne? To sem še pozabila prej omeniti, pardon, to pa je ena svilena halja, moška. Včasih so bile te halje izredno moderne, mogoče se še kdo izmed vas spomni, da so vaši možje nosili to doma, to je bilo izredno rezervirano za doma. In zanimivo mi je prav bilo, ker so bile take eksotične vezenine. Ta je res nenavadna, ker ponavadi so bile kakšne bordo ali pa kaj takega, ne? No, ta je zlata, ne? In izvezena z temi raznimi simboli, tudi kitajskimi prizori, japonskimi prizori. Včasih so vse skupaj zmiksali, pa so imeli kamelo, pa pava, pa vse skupaj, ne? Glavnem, tako atraktivno je bilo zelo, no. In to se spet vrača nazaj, ker včasih so moški dali več na to, kakšno imajo haljo doma, kot pa obleko, ker je bila pač klasika, nič kaj zanimivega, ne, pač trodelna obleka, srajca, tako da so se kar šopirili s takšnimi kosi, ne, doma. To pa je pač sodobna moda, ne, se pravi neki miks prave svile, pa satena, pa, ker vemo, da saten je pač način tkanja, ne. Če omeniva še nekaj teh tkanin, če se bom zdaj prav izrazila, šantung svila, ne, verjetno vsi poznamo, pa moare svila, recimo. Brokat, recimo, ne, damast, tudi, ne, to so vse vrste svile, ne. To so vse vrste svile, ja. No, to mogoče je zanimivo, ne, da se prav letos na modnih brveh pojavila ena kombinacija svilenega oziroma satenastega krila, v kombinaciji z različnimi pridatki zgoraj.
ki je poplavila cel svet. Seveda pa lahko spremljamo na modnih brveh razne kombinacije tega in kot si že prej omenila, kreatorji v modnem svetu Zelo upoštevajo, ne? Zelo upoštevajo, to vedno je zelo bolj, no. priljubljena tkanina, očitno, Tako, ne? ja. Kaj pa v omarah običajnega človeka? Verjetno, gospodje, hranite kakšno svileno kravato v svojih predaljih, gospe mogoče perilo. Maja, kaj pa ti praviš? Jaz imam spodnje perilo, Super. ampak nimam veliko. Se pravi, je še vedno nek statusni simbol, kljub vsemu, ne? Ja, Ostala, tudi statusni, ampak res je pa prijeten občutek tudi, imeti svilo na telesu. Pogled mojega inštituta je drugačen. Strinjam se z Majo, ona je stroka, ampak kaj pa mi delamo? Mi pa nočemo, da je svila prestižni material, ker je svila zelo ekološki material. Naj povem, da ima moja mama 10 let stare bluze iz svilenega tafta, pere jih na 90, bluza je še danes malo pobledela, ročno zašita, ker je pač ona malo bolj obilna, si je dala kar k naši šivili v bloku za narediti bluzo in ima kot se šika za lepe priložnosti svileno bluzo, več jih že 10 let, pranih, mogoče tu pa tam, kje kak šivček se pošije, ampak to je preprosto vsakdanji, svila je vlakno živalskega izvora, v njem se moramo dobro počutiti, ne smemo ga povezovati samo z luksuzom, seveda to polepša ženske, ne? Ampak predvsem je namen, da bi v prihodnosti mi drugače dojemali svoje oblačila, ne? V smislu lastnega udobja in pa tudi ekološko, ne? Zato vas spodbujam, dame, pa tudi moške, da si tudi umislite kak kos, ki ne bo stal več kot med 50 pa 100 evri. Ja, dobro, kupite, trenutno vam lahko rečem, kupite si svilo v kakršnikoli navadni trgovini z blagom. Vse vseeno, kako si kupite. Tako, ko vam je všeč. Jaz ne vem, jaz sem rada svoje specifične svile, moja mama ima rada navaden taft ali pa svileni saten, luftik taki, ne. Čist preprosto, ne. Sicer ne vem za ravno ta primer, ampak se svila še danes promovira kot material za tiste, ki smo bolj nagnjeni k alergijam in deluje kot zelo hipoalergeno in tudi za vse ženske, ki imajo težave z lasmi, ali pa vsakogar, no, ki ima težave z lasmi, da imajo neukročene lase ali pa da se jim lasje cefrajo ali pa kakorkoli na drugačen način pač posedajo, poležejo. Naj priporočajo svilene vzglavnike, tudi za osebe, ki imajo težave s kožo, pa aknami, recimo, naj bi svilene vzglavnike pač imeli na svojih, oblečene na svojih blazinah, ker bi to pomagalo pri tem, da se koža ne bi toliko potila, svila kot naravni material tudi vpija pot in pomaga pri tem, da se to zmanjšuje. Ena kozmetična informacija še, da svila tudi ne absorbira krem za obraz. Tako da, če imate svileni vzglavnik, pa se prej namažete z nočno kremo, vam ostane do jutra, pa ste zjutraj lepši. Zelo dober napotek. Če smo pa že pri kremah, gremo še en korak nazaj, čisto na začetek. Ko govorimo danes o svilogojstvu, govorimo o 100% cirkularni trajnostni panogi. Kaj to pomeni? Da mi nasadimo murvo. Tehnologija mora biti tako prilagojena, da je sekvestracija ogljika, ne, to, kar drevo počrpa ogljik iz zraka, ko raste, večja, kot pa celotni izpusti tekom pridelave in predelave svile, vključno transportom, ne. To pomeni, da gremo spet na lokalno, nišno proizvodnjo svile. In ko mi ta veje z murvovimi listi posekamo oziroma odščipnemo dol, ker murvo vsako leto amputiramo, to pomeni, da obrežemo v nulo, da ostane samo tako debelce, ne. To mi potem damo sviloprekam. Svilopreke rastejo, se zapredejo. Potem, ko mi te svilopreke posušimo, tukaj je gospod Dušan Gajšek, on je z mano že študiral, kako bi naredili ta sušilec čim bolj trajnosten in manj energijo žroč, ne. Potem mi to odvijemo, bube ne vržemo stran,
bube damo kokošim ali pa jih spremenimo v ne vem kako proteinsko hrano, to se ljudje tepejo, grebejo za to. Če grem še korak nazaj za kakce sviloprej, to se farmacija grebe, ker imajo not različne red fluorescent proteine, ne, tako da ne gre nič stran. Veje, ki ostanejo od polaganja, ne, se jih recimo lahko karbonizira, pa vrne nazaj v zemljo, ne, lahko jih nekateri svilogojci v gašprčkih pokurijo, ko pride kak hladnejši dan, ker svilopreke udomačene so občutljive na mraz. Vodo, v kateri odvijamo kokone, pa vsebuje, ko je Maja rekla, svilni protein sericin, kanebo, šisejdo, kreme, to so vse 200 €. In to je protein, o tem sericinu, ki je Marko pregovoril, ne, ga mi damo, ko raztopimo kokone v vodi, ostane ta beljakovina v vodi raztopljena in potem to izparimo oziroma liofiliziramo, ne, in dobimo takšen prahec. In to je ta svilni dragi protein. Ja. Ja, tu pri odvijanju recimo se lahko vidi, da se je voda iz pač prozorne barve obarvala na rahlo rumeno in to ravno zaradi tega, ker se ob odvijanju se raztaplja sericin zaradi visokih temperatur, ker je sericin kot beljakovina pač je, lahko denaturira, to pomeni, da se uniči in se lahko to denaturira z višanjem temperature ali z kemijskimi postopki in to so predvsem neki alkalne snovi, torej bazične snovi in tukaj je pač so bili kokoni odviti v navadni vodi, ki je bila segrevana na 100 stopinj in se je začel sericin raztapljati v vodi. No in po koncu reje mi še ne uporabljamo za izdelavo krema, ampak mi smo ga kot nekako tekoče gnojilo ga vlijemo navadno k murvam ali pa nekim rožam in te rože dobro uspevajo, ker pač dobijo dovolj hrane preko tega sericina. Se pravi, voda, ne gre za eutrofizacijo rek, kar se dajo na Kitajskem, oni imajo kljub temu, da je svilogojstvo nična panoga glede vode, ne, ampak če oni odvijajo kokone, pa vse vržejo v reko, ne, se to začne vplivati. Kaj sem še mislila reči pri tem, da je to panoga, ki nudi delo različnim profilom, ne. Ko govorimo o svilogojstvu, ker zdaj, da ne bom to kasneje pozabila, bi tukaj recimo omenila, ne, Marko je tu, ampak sta tudi njegova mama in sestra, ki zelo pri tem sodelujeta, ne, v smislu cele družine pri proizvodnji svile, ne, bi pa še omenila seveda tudi Dušana in Bojana, ne, ki sta tudi del te zgodbe, ona dva sta pa naredila najlepše fotke, v bistvu, da smo letos lahko to ekološko zgodbo spravili tudi v National Geographic, ne. Ja, tako da to je ena taka zelo široka panoga, ne, ki daje kruh, bom rekla, od vsega tega, kar smo zdaj tu povedali, do mogoče domačim odvijalcem svile, ki delajo ročno odvite svilene niti, ne, dobro fotografa se ravno ne morata pohvaliti, da sta kaj dobila, ne, sta pač dobila ugled, ne, ampak ne, drugače pa govorimo o dopolnilni kmetijski panogi, o niši, ki pa ima res širši vpliv, ne, tudi kasneje, v smislu trženja, ne, recimo, če govorimo o naših slovenskih izdelkih, ne o tej visoki modi, ne, to so recimo v čipkarski šoli Idrija so naredili izjeme, nakit jaz nimam zdaj svojega računalnika zraven, ampak to so protokolarni izdelki, ki se dajo na državni ravni, recimo, ne, in bom rekla, dajejo kruh, pa ne samo kruh, tudi osebno zadovoljstvo, ne, ker ti ljudje, vsi, ki sodelujejo, od rejca sviloprek do odvijalca, sušilca kokonov, tkalca, kleklarja in do prodajalca so na certifikatu napisani, navedeni, ne, z računi se zagotavlja, da dobi trenutno ta hip minimalno vsak 13 € neto na uro, ne, za svoje delo, tako da to ni nobenega otroškega dela ali pa izkoriščena v bistvu v tem smislu, ne, in da vrednost te svile same po sebi je dosti širša, kot si pa na prvi pogled človek predstavlja, ne. Zdaj si že omenila ta del svojega, vašega projekta, ne, ki poteka od 2015, to je revitalizacija v bistvu svilogojstva. Kdo pa so zdaj ti naši svilogojci, koliko jih je? To je dobro vprašanje. Kaj je to svilogojec, ne? Jaz pravim, da zdaj lahko, jaz to tako razumem, imamo svilogojstvo 3 tipov v Sloveniji, hobi svilogojce,
ne, recimo do 50 dreves manjše svilogojce, ne, recimo od 50 do 200, 300 dreves. Ne, kaj pomeni 300 dreves? 300 dreves pomeni, da so na 1/4 hektara recimo zasajene, od 250 do 300 dreves so na meter pa pol razdalje ali pa meter do 2 metra širine, tako kot neke trte zasajene, ne, deblo je visoko 1 meter in iz tega 1 metra visokega debla ven šibe poganjajo. Ne. Seveda ne si predstavlja, da je to neki ogaben intenzivni nasad, ker mi delamo vse v smislu novega evropskega Bauhausa. Vse, kar naredimo, mora biti lepo, vključujoče v okolje, se nahranjati na staro tradicijo, na kulturno krajino obstoječo, ne, in pa da doprinese neke novosti zraven, da je v bistvu, da ima, predstavljamo si, da bi si naredil svilogojec en parkec, ne samo za intenzivno proizvodnjo. Ne. Nekateri ljudje te murve tudi ne režejo vsako leto, absolutno, ampak pustijo jih, oblikujejo. Ne. Na Primorskem imamo v obliki terasi zasajeno, na Goričkem so spet drugi tipi. Ne. Jaz imam tu na Kozjanskem blizu, ko so se vsi križali, to pa ja, tu ne bo raslo v tej ilovici, ne. Tam je tudi en poseben specifičen obliko dobil ta nasad. Ne. Se vem, kaj sem hodila povedati. Koliko svilogojcev in kdo so? Glede na to velikost plantaže in dreves, imamo pa tudi največje tipa, imajo do 1000 dreves. Ne. To je sicer res malo večji nasad, ne, ampak če govorimo recimo o Janezu Škaliču na Goričkem, to bi vsi radi gledali, ne, ker on ima različne genotipe, stare genotipe murv, ne, to so stare, ko smo jih poiskali tekom celotne Slovenije, ne, in damo pač potaknjence potem rejcem, ki želijo delati stare genotipe, seveda v kombinaciji z sodobnimi svilogojskimi, ki imajo večji donos. Ne. No in vsi ti svilogojci so zelo zavezani k temu, da imajo vsaj tretjino teh starih genotipov v ohranjanjem naravne dediščine. So nekateri, ki pridelajo že veliko, ne, pač nekateri pa tudi z malim nasadom pripomoreš k ohranjanju, ne, te tradicije, recimo se zbere cela vas, tam Preserje na Krasu, to je pravi praznik, ko to Valentin začne delati. Ne. In ja, vse ima neko dodano vrednost, ne samo plantaža grda na pogled pa izkoriščamo. Čudovito. Ja, tako bi naj bilo, ne? Ja. Kakšna je prihodnost svilogojstva? Ne vemo. Upamo, da ima prihodnost, ne? Tako bom rekla, 1 na 20 zelo resno zagrabi, 2 na 20 pa tudi zagrabita. Malo v drugačnem nivoju, ne, ampak jaz pravim, to je svilogojsko kot dopolnilna kmetijska dejavnost trenutno. Ne predstavljam si v slovenski naravni kulturni krajini, da bi mi imeli take velikanske nasade, hektarske nasade murv, kot imajo na Kitajskem, ker njih je to v bistvu privedlo do propada. Ne. Intenzivno, sploh zadnjih 5 let se je proizvodnja svetovne svile zmanjšala za več kot polovico, cene so narasle za več kot 2-krat, ravno zaradi tega, ker je v bistvu njihovi ekogeografski pogoji ravno tako ne zdržijo te intenzivne proizvodnje. Oni imajo do 6 let in 6-krat imajo žetev murvovih listov na leto, ne, gnojijo, potem za svilopreke uporabljajo antibiotike, pospeševalce rasti, ne. Vse to je dolgoročno nevzdržno, ti zemljo popolnoma iztrošiš, ne. Zato njim strmo pada proizvodnja, k temu more tudi, da se urbanizacija, ne, mladi to na taki masovni način tudi ne bo nočejo več delati, ne. Veča se tudi tam cena samega dela, urna postavka, ne, in pač vse to je pač pripeljalo naše agrarne ali pa v širšem evropskem pač agrarno politiko do tega, da je nekako cena, da bi se naj svilogojstvo tudi v Evropi spet splačalo in vrnilo. Seveda pa na čisto drugačnih pogojih in na čisto drugačni principu tehnologije, kot pa smo jo poznali do zdaj. Ne. Bom pa še nekaj rekla, včasih take dolge prekinitve, kot smo mi imeli zdaj 70 let v Sloveniji, v Evropi, pravzaprav svilogojstva ni bilo, ne. Včasih je to dobro. Stare, konzervativne, rigidne, ekonomsko-kmetijske prakse so se prekinile in pozabile. Ker če mi gledamo prašičarejo danes, jaz sem veterinar drugače, ne, ali pa zdaj recimo pri perutnini, ne, to je zelo težko spremeniti ene vzorce, pa ne zato, ker bi bili ljudje hudobni ali pa ne bi hoteli ali pa ne bi bili ekološko usmerjeni, ampak enostavno je celotna kmetijska proizvodnja naravnana v enem rigidnem toku, ne, ki ga zelo težko spremeniš, ker je to že zdaj svetovni tok, ampak pri nas lahko rečem, ne,
pa nam ta prekinitev svilogojstva res omogoča intenziven začetek na novih temeljih in jaz sem presenečena, koliko ljudi, ne, ko me sprašuješ, koliko je svilogojcev, ja, tudi do 30 bi že lahko rekla, ne, recimo 5 do 10 večjih, ne, kaj to pomeni 30, to je 30 nasadov večjih, ne, to ni tako malo, da boš rekel, zdaj pa jaz v nekem lončku murve, ne, v enih 7-8 letih toliko plantažic v Sloveniji, ne, se meni zdi dosti, no. Za eno svilogojsko enoto so podatki, da je... Kaj je svilogojska enota? To je 20.000 jajčec, ki ima težo približno 10 gramov in ko svilogojec zahteva jajčeca od svojega dobavitelja, mu jih navadno natehta in to se je dogajalo tudi že v preteklosti in zato recimo v starejši literaturi lahko zasledimo, da govorijo o unčah in da se je nek kmet kupil 2-3 unče, to je res ogromno, ampak karikiram, da so si te unče pač kupili teh jajčec in potem iz teh jajčec vzgojili sviloprejke. Ampak po literaturi pa nekako 120 malih dreves, nekje od 90 do 100 cm je potrebnih za eno svilogojsko enoto, da potem pridelamo res tisto količino kokonov. Še to, smo rekli, 20.000 jajčec, recimo 120 ali pa 150 dreves, se rečemo takih grmičkov meter visokih, od tega pridelamo recimo, če smo izvešči, 30 do 40 kil surovih kokonov, nesušenih, ne. Iz teh 30 do 40 kil, ko bomo sušili, ne, bomo 2/3 tega posušili, ker je buba težka, ne, zato bomo iz tega dobili recimo koliko svile, enih 7-6 kil surove svile, ne, iz tega pa 5 kil kvalitetnega blaga, ne, ker mi moramo vedeti, da začetni pa končni del nič ne gre v nič, vse damo v blago, je pač svila sekundarne kvantitete, jaz jo imam najrajše, ker je mehkejša. Blago imamo pa, trenutno imamo ročne tkavce, pa avtomatske, to so pa izjemni moj, zdaj bom pa še nekaj tu povedala, dajte mi še to. Mi nimamo samo kokonov, ne, mi imamo tudi vrhunske sušilce kokonov, ne, ker kokon sam po sebi ti ne pomeni nič, če ga ne znaš dobro posušiti. Posušimo ga po znanstveni literaturi ali pa po tekstilni za 65%. To pomeni, če imamo en kokon 1 gram na začetku, ga moramo posušiti na 0,43 do 0,45 grama. Se pravi točno za 65 do 67%. Samo v tem primeru sericin, ki drži to ker kaj je svila, je na sredini fibroinska nit, ki jo obdaja ta sericin, lepilo, o katerem smo govorili, pa to, kaj si pol ženske mažemo, ne. No, tale, če kokon preveč presušimo, se strdi, ne, tako kot mi kruh preveč zapečemo, ne moramo več skorje jesti, če ga premalo posušimo, začne hitro plesneti. Tu bi me sicer eni naši zelo cenjeni sušilci rekli, ni res, jaz pa tudi kdaj za 60%, samo za 40% posušim na 60%, ampak ok, klasika je, ne, je 65 do 67 in to je zelo težko, ne. Lahko sem to nekaj povem, pač kot mi jih sušimo zaradi tega, ker si jih shranjujemo za kasnejše odvijanje, se pravi na Kitajskem recimo so reje tako, da se ravno ko se kokoni nastanejo, jih poberejo in jih potem direktno že predelujejo, tako da ta proces sušenja v nekaterih primerih sploh ni potreben. Pri nas, ko pa pač se to lotevamo recimo v zimskem času, ker je poletni čas namenjen reji, pa je to potrebno, da ohranimo pa pravzaprav bube in ne metuljev, ki bi prišli iz kokonov. Ja, da prekinemo preobrazbo, pa da tudi kokoni ne splesnijo. No, če se vrnem kaj potem, ko sušijo si večinoma rejci sami, ne, pol pa pridejo odvijalci. To je umetnost. Ne, to je Marko, eden vrhunskih odvijalcev, ne, damo njegova niti v muzeje, damo jih tudi, ne, vse povsod. Imamo pa še eno vrhunsko odvijalko, Majo Botolin Vaupotič, tudi se je mogoče kdaj že v časopisi zasledili, ne. Ona pa tudi naredi niti specifičnih debelin, recimo za čipkarsko šolo, ker ko ti narediš nit, ne, zdaj še bi to omenila, ne. Različni tipi reje naredijo različne tipe niti, ne. Če imaš malo slabšo rejo, ok, sicer je niti malo manj, ampak dobiš, ko odvijaš malo bolj plosko nit in ta je recimo za osnovo pri tkanju boljša, na katero pol votek nalagamo, ne. Tako da, potem so to različni, ne, Marko bo še bolj, ja,
čakaj, to popusti. On je svoj tip odvijalca, ker on pol nit suka še, ne? Ampak recimo pri tem blagu, ki smo ga mi naredili, smo rekli, točno mi rabimo ploske niti pa zavotek one, ne? Pol pa imamo še druge vrste blaga, recimo Maja pa Alberta Rožanec, ne? Ona pa dela bolj degumirano blago, ki so niti mehkejše, ne? Pa sploh pridejo eni taki zelo mehki šali, kot ena druga koža, ker ovijejo okoli, ne? To je tanko in lahno kot dih, ne? In v bistvu to vsi odvijajo svoje niti, vsaka nit je malo bolj specifična, mi rečemo, ne? Zdaj bom mi, da se z Markotom začela bockat, ne? Ona bo rekla, hočem 150 nit iz 150 kokonov združeno v čipkarski šoli, Idrija Marko bo rekel, to ni dobro, rajše bom jaz naredil isto debelino niti, da bom posukal, ne? Ampak to so mojstri odvijanja. Jaz o tem bom rekla, ne vem dosti, ker vsak človek vsega ne more vedeti, ne? Tako da to vam bo lahko kaj Marko več povedal, ampak bi rada omenila te odvijalce, ne? In pa tkalce. Trenutno jaz največ sodelujem z Alenko Rupnik. Ona je zelo znana slovenska tkalka, ima izdelane metode tudi za volno, lan, specifiko, ne? In ima pa take vrhunske izdelke, recimo protokolarne, zdaj se jo povabili tudi na simpozij na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani kot eno srednjih predavateljic, ne? Ker čeprav nima neke hude strokovne izobrazbe, je pač preprosto vrhunska, ne? Celo življenje je tkala in izpopolnila to stvar in na tem nivoju teh izdelkov smo mi trenutno, ne? Ko vidite vi en izdelek ali pa eno broško iz svile, to je nepozabno. Jaz zdaj nimam teh izdelkov tu, ker so večinoma, ne? Na Bienalu, Trianalu smo zdaj poslali, nam vse te izdelke, ne enemu meni, ne? To so en izdelek je delo enakovredno 5 ali pa 10 ljudi, ne? Nam vse povsod vzamejo, vse povsod razstavijo, vse so dobijo nagrade, tako da to je res ročno delo z smislom, uporabno in ne, lep produkt vseh ljudi in vrhunski, ne. In tudi vse vas, ne, čeprav niste, ne vem, ali, ne, zdaj, vi ste verjetno vsi mestni, ne. Samo še to je bilo. Mestno svilogojstvo, vse vas vabim, ne, kaj si pa, bolj kot med samimi kmeti, se je svilogojstvo zdelo privlačno polmestnim ali pa polkmečkim ljudem. To so tisti, ki ali med tednom živijo v mestih, ker imajo pač tu službe, so pa podedovali kmetije, ne, pač niso več kmetje, ne, ali pa recimo si kupijo kakšne vikende, ne, se veste pač, kako to danes gre, malo nas je vsak dan na deželi. No in ti ljudje si pa dajo za začetni del, ko smo rekli, da svilopreke pojejo zelo malo, ne, si jih pa v lonce nasadijo murve, ne, in jih hranijo prve 2-3 tedna s temi murvami, grmički v loncev, pol pa zadnji teden odnesejo te stvari na deželo in jih dohranijo z, ne. Kaj sem rekla? Nisem svilogojstvo. Ja, ne, tako da lepo vas vabim tudi, ne, če se bo kdo odločil, da pridete pa murve, sprobate, če ne drugega za svojo dušo, pa da ohranite kak stari genotip slovenski. Se pravi, zdaj različni odvijalci imamo različne metode in različne procese. Moj proces je po starem načinu, ki je bil uporabljen v Italiji in se je razvil v Sardiniji oziroma Piemontu in je tudi najbolj razširjeno odvijalo, ki se je v tem italijansko-slovenskem prostoru uporabljalo. To je to. Se pravi, odvijalo, na katerega se je preko kopeli potem odvijala svilena nit. In znotraj tega se je uporabljal poseben mehanizem, to pomeni, da je šla nit preko enega očesca, ki je združevalo niti in potem se preko 2 valčkov med sebojno sukalo in to pomeni, da se je nit med sebojno posukala in je dobila te zasuke, ki so potem omogočali, da so se vlakna sprejela bolj med sabo in tudi, ko se je nit degumirala, potem pobarvala, to so vsi procesi, ki zahtevajo toplotno obdelavo, je ostala, torej, čvrsta, kompaktna napram tistim, ki so bile neposukane, ker so se dostikrat sprijele med sabo in so bile zelo težko, jih je bilo ločiti med seboj. Zato imam tudi recimo nekaj primerov teh surovih niti, ki so pač bile direktno odvite brez tega vmesnega sistema in potem, ko so bile degumirane, so se niti sprejele skupaj in niso primerne, da bi jih pravili in potem uporabljali. Teda to je zelo pomemben inovacijski pristop, ki je bil uporabljen v tem napram kitajskim metodam. No in potem svilari imamo različne postopke, pri katerih pridobivamo svilo. Eni jo odvijamo preko tega odvijala in združujemo niti, torej iz recimo
Najmanjše število, ki jih danes uporabljajo na industrijskih strojih za odvijanje, je 7 do 8, odvisno od reje, če je poletna oziroma jesenska, ker jesenska ima kokone, ki so dosti manjši in zato je potrebno mogoče dodati kakšnega več. Recimo pri mojem načinu pa sem odvijal že 10-12, tukaj na slikah pa je bilo odvitih 60 kokonov hkrati, to smo sestro odvijala in te kokone potem združujem preko združevalnega očesca in se potem na tak način, kot je na diagramu prikazano, se torej združi več niti, ki jih potegnemo iz samih kokonov in potem združimo v enotno nit in potem v različnih postopkih predelujemo. Gospa Maja Motelin Vaupotič iz Velike Nedelje pri Ormožu pa se ukvarja z drugačno metodo, ona pa je po načinu, ki ga uporablja v Konavljah, to je točno na Hrvaškem, je metoda, ko so ženske navijale direktno iz te kopeli na neko osnovo, bodisi figov list, ki je bil zavit v platno ali pa neki plošček, kamen, kar podobnega in se je potem na to navijale in je ta nit dosti bolj ploščata, ker ni posukana in bolj groba, pa tudi postopek je malo manj ekonomičen zaradi tega, ker recimo primerjamo z tem piemonskim načinom, uporablja več kokonov, recimo gospa Maja za isto nit, ko jaz porabim 60 kokonov, recimo uporabi 150 do 160 kokonov, tako da razkorak je velik, ampak rezultat je pa enak. Ja, nit je drugačna po strukturi, ampak po debelini pa je enaka. Ja, to pa res, ja. Potem pa še tretji način, to pa je način, ki so ga začeli uporabljati iz teh sekundarnih kokonov, se pravi vseh ostankov pri reji, bodisi dvojnih kokonov, to pomeni, da ste se dve gosenici zapredli skupaj v en kokon, poškodovanih kokonov, kokoni, ki so bili stisnjeni, potem preluknjeni kokoni, jih je možno predelati na poseben način, da jih raztopimo in potem tako vato, ki jo vidite tukaj spredaj, se razmika ali bodisi z glavniki, ki jih uporabljajo recimo za mikanje volne, ali pa na mikalnih strojih in potem iz njih dobimo predivo in iz tega prediva se na način, kot se obdeluje volna, se pravi najprej suka v enojno prejo in potem to prejo posukamo med seboj, ampak lahko dobimo tudi zelo fine niti, ni to zelo groba nit, če se pač potrudi rejec oziroma svilar, ampak je pa po teksturi in pa po sami strukturi drugačna, kar pa pomeni, da lahko mi od kokonov uporabimo vse, se pravi, da ne zavržemo nič in tudi pri reji, če nastanejo kakšni odpadki, jih je možno predelati na ta način, da je odpadkov skoraj da nič. Se pravi, bolj ekološki pa ne vem, če bi lahko še sploh bili, ne? Transport je še vedno problem, ampak se tega izogibamo, ne? Zato pa pravimo, vseeno mora biti bilanca na koncu večja sekvestracija, ne, ker to črpajo drevesa kot pa. En metul, rečimo, ne, kaj mi v Evropi uporabljamo za rejo, to so evropske rase sviloprejk, ne, ampak to so bolj rečeno, bom rekla, čiste rase, ne, ene, sem že prej omenila, so selekcionirale bolj na velike kokone, na večjo svilo, na ene pa večjo odpornost, ne, ampak mi v Evropi uporabljamo hibride sviloprejk. To pomeni, da parimo enega visokodonosnega pa odpornega in ti hibridi evropski imajo večinoma, ne vem, 200-250 jajčec, tudi do 350 jajčec ena samička odloži, ne. Z prirejo jajčec se ukvarja ena posebna branža v svilogojstvu, to ne dela vsak rejec sam, da bi si naredil, to samo en dela pri nas zalogo za naslednje leto, ne. Kar se mene tiče, jaz vsak svojo profesijo najbolj poveličuje, ne? Jaz pravim tisti, ki kontrolira rejo, pa bolezni sviloprejk, ki se prenašajo preko jajčec, tisti kontrolira svilogojstvo, to sem, jaz, ne? Zato, ker kaj bom se še pohvalila? V Italiji imamo mi ohranjeno edino v Padovi evropsko gensko banko sviloprejk, hibridov, pa čistih ras in oni vsako leto proizvedejo nova jajčeca in jih dajo na voljo evropskim svilogojcem in svilarjem. Ampak so ugotovili, da če ti daš jajčeca, pa če niso pregledana na bolezni, to ni nič. Zato jim pa mi v zameno, da dobimo ta jajčeca, pregledamo na bolezni, ne,
to še bomo omenila, v zadnjih 70 letih svilogojsa ni bilo, zato je pri nas relevantna samo ena bolezen, ki se prenaša vertikalno preko jajčec, to pomeni, da gre iz mame sviloprejke v jajčeca not, ne, in jih mi ne moramo razkužiti jajčec, ker mi jajčeca v blagem HCL-u razkužujemo, to so grozno odporna jajčeca, ne, jih kar vržemo v, ne vem, recimo 2 do 10% raztopino, ne, in preživijo. In mi vse to zunaj razkužimo, ne, še bi omenila Pasteurja, vsi poznate, ne? Kak je Pasteur poznal znan? V bistvu on je naredil to satje za pregledovanje jajčec, s katerim je rešil problem pebrine, ki ga je prej nekdo omenil. Ne? Pebrina je pobila skoraj celo evropsko svilogojso, ampak on je iznašel ravno to, da vsako samičko zmeljemo, ne? In pod mikroskopom pogledamo, če ima spore pebrine. To je v bistvu parazit. Ne? No, danes tega v Evropi na srečo ni, še ni, ker tudi že gledamo uvoz jajčec. Zdaj imamo na veterinarski fakulteti velik projekt z ministrstvom za kmetijstvo, da se vsaka sviloprejka, ki je legalno uvožena, najprej pogleda tam, ne, na prisotnost bolezni, da se ne bi v Evropo vnesle. No, te viruse pa še vedno kontroliramo, ne, in to je v bistvu en ta glavnih problemov pri proizvodnji jajčec, zakaj tega vsak ne more sam delati, ne. Jajčeca imaš, pa jih daj v hladilnik, samo kakšna jajčeca imaš, ne, ta naš svilogojec na Goričkem ima dosti svojih jajčec, samo sviloprejke, ki se potem iz njih razvijajo, so švohotične, kako bi se reklo, kahektične, ne, in imajo manjši svileni ovoj, ne, zapredek, in v bistvu je pol to manj vreden kokon, ko ga ti ne moš uporabiti, ne. Zato je to posebna veja svilogojstva, ki se lotevajo specializirani poklici. Jajčeca pa dobite zastonj drugače od nas, ne, če se boste s tem ukvarjali. Ja. Samo morate pa slediti natančno vsem pravilom glede prenosa bolezni pa vsega tega, ne, pa zakaj mi še imamo tudi nadzor jajčec, ne, zato, ker s tem kontroliramo, da ne bi nekdo uvozil si, ne vem, 1 tono kokonov, pa bi prišel k meni preko jasnih predela, zdaj mi jih pa odkupite po najvišjih evropskih cenah, svetovnih, ker v bistvu v Evropi, ne, smo mi usklajeni z Italijo, imamo recimo za najslabše kokone zdaj 60 €, za najboljše pa je že 120 €, ne, za kilo, ne, in jaz točno vem, tudi lahko gensko analizo naredim, ti pa nisi dobil od mene ali pa od Italije jajčec, ti si jih pa na skrivaj uvozu, ne, pa še, če bi meni rekel, to pa ni res, bomo šli gene pogledati. Pa bomo takoj videli, da to, ne, tako da to, kar dobite pri nas, je evropska svila res od nas. In vrhunska. Ja. Tako. Po moje. Ja. Tako. Ja, najlepša hvala, mislim, da je bil zelo zanimiv torkov večer, se strinjate? Tako da res hvala vsem trem, da ste si vzeli čas. Hvala pa seveda tudi vam, spoštovano občinstvo, da ste preživeli popoldan in del večera v naši družbi in vabljeni ponovno v Mariborsko knjižnico. Lahko noč.